Spoštovana predsednica Nove Slovenije, gospa Ljudmila Novak, spoštovane poslanke in poslanci Nove Slovenije vseh sklicev Državnega zbora, spoštovani predsednik osamosvojitvene vlade Republike Slovenije in poslanec Evropskega parlamenta, gospod Lojze Peterle, spoštovane predstavnice in predstavniki na 8. kongresu Nove Slovenije, spoštovani naši odlični gostje, predstavniki medijskih hiš, dragi prijatelji. Vse vas prisrčno pozdravljam tudi z tega mesta. Preko vseh vas pozdravljam vse naše člane in simpatizerje Nove Slovenije, vse Slovenke in Slovence, državljanke in državljane Republike Slovenije. V mojih mislih so ta trenutek tudi vsi Slovenci v zamejstvu in po svetu. Vsak kongres demokratične stranke je praznik demokracije. Danes je praznik Nove Slovenije krščanskih demokratov. Hkrati je vsak kongres politične stranke tudi dogodek, ki stranko utrdi v političnem spektru in jo še bolj približa ljudem. Ves čas obstoja Nove Slovenije in tako tudi danes v njenem 15. letu se potrjujejo misli in sporočilo njenega prvega predsednika dr. Andreja Bajuka. Nova Slovenija je mogoča. Trdna bo toliko, koliko bo trden njen temelj. In temelj Nove Slovenije je danes trden. Nova Slovenija, krščanski demokrati, naš temeljni program in naše delovanje temelji na že več kot 2000 let preizkušenih krščanskih vrednotah, ki jih še nihče nikoli ni ovrgel in jih nikoli nihče ne bo ovrgel. 8. kongres Nova Slovenija praznuje kot parlamentarna stranka, kot članica Evropske ljudske stranke, torej kot stranka, ki sooblikuje slovensko in evropsko politično sceno. Spoštovani, danes smo zbrani, da svobodno, demokratično, odgovorno in prodorno razmislimo o našem političnem poslanstvu v naši državi Sloveniji in v mednarodnih organizacijah. Ta razmislek mora biti intenziven in mora kulminirati na našem kongresu leta 2015, ki bo programske narave. Tukaj pred vami dajem zavezo, da želim v okviru poslanske skupine Nove Slovenije krščanskih demokratov po svojih najboljših močeh prispevati k razvoju demokracije v Sloveniji. Gospe in gospodje, demokracija bo lahko le krščanska ali pa ne bo demokracija. Protikrščanska demokracija bo karikatura demokracije, ki se bo končala z anarhijo in tiranijo. Nihče si do danes še ni upal vreči te teze očeta Evrope Roberta Schumana, ki v svoji knjigi Za Evropo dodaja: demokracija se je rodila in razvila s krščanstvom. Na tem sloni tudi prihodnost Evropske skupnosti. Še več, Evropa čuti dolžnost, da razen blaginje izvaža tudi krščanska načela sodelovanja. To spoznanje in delovanje je danes, ko okoli Evrope gorijo mnogi požari sovraštva, tako zelo aktualno. Nekateri imajo, spoštovani, z nami težavo in ne vejo, ali smo na desnici, ali smo v sredini, ali na levici. Gospe in gospodje, nismo desničarji, še manj levičarji, mi smo krščanski demokrati in to bomo tudi ostali. Demokracija torej dolguje svoj obstoj krščanstvu. Rodila se je tistega dne, ko je bil človek poklican, da v svojem zemeljskem življenju uresniči dostojanstvo človeške osebe v individualni svobodi, v spoštovanju pravic vsakogar in prek uresničevanja bratske ljubezni v razmerju do vseh. Vse evropske države so prežete s krščansko civilizacijo. Dušo Evrope je treba znova obnoviti po njej, po krščanski civilizaciji. Prijeten je bil pogovor v tem tednu s poslanko stranke CDU, Marie-Louise Dött, predsednico skupine prijateljstva s Slovenijo v Bundestagu, tudi osebno prijateljico kanclerke gospe Angele Merkel.
Med drugim je povedala, da imamo prav krščanski demokrati veliko odgovornost za prihodnost Evrope in da moramo v tej odgovornosti skupaj držati. Strinjala sva se, da mora krščanska demokracija še bolj odločno zagovarjati načelo solidarnosti. Gospodarstvo pa se mora postaviti v službo človeka. Iz tega izhaja ukrotitev kapitalizma znotraj socialnega tržnega gospodarstva. Prav to smo zapisali v naš program: krščansko-demokratska ekonomska politika, socialno-tržno gospodarstvo. Na naslovnici našega programa piše to, na naslovnici. Na tem mestu se tudi sam moram in želim zahvaliti vsem, ki ste vložili veliko naporov, da je naš program dobil vsebino, ki je bila ocenjena kot najboljši program. Največ naporov je vložil kolega Matej, ki je imel v mesecu maju in juniju veliko svetlih noči. To vem, da je sfiniširal ta izdelek in potem na povabilo State Departmenta odpotoval na enomesečno izobraževanje v Združene države Amerike kot edini poslanec iz Slovenije in edini iz tega dela Evrope. V pripravah na današnji kongres sem večkrat nazadnje na klavzuri izvršilnega odbora Nove Slovenije razmišljal in govoril o svobodi človeka v krščanskem smislu svobode. Svoboda je namenjena ljudem, da prevzamejo odgovornost, pravi nemška kanclerka Angela Merkel. V tem kontekstu se večkrat spomnim na izjavo našega prijatelja Lojzeta Peterleta, ki pravi: leta 1991 smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Dragoceno je, gospe in gospodje, neprecenljivo je, da imamo mi, Nova Slovenija, krščanski demokrati, med nami prvega osamosvojitelja Slovenije, vodjo projekta samostojne države Slovenije, gospoda Lojzeta Peterleta. Dragi prijatelji, gospe in gospodje, osamosvojitev Slovenije, uspešno zgodbo krščanskih demokratov moramo nadgraditi z osvoboditvijo Slovenije. Ne želimo si lastništva slovenskega osamosvajanja in osvobajanja. To je naše poslanstvo, to je naša krščanska dolžnost. Ker tako želijo naši državljani, Slovenke in Slovenci. To je naše poslanstvo, ker je krščanska demokracija najbližje ljudem in ker imamo politično kulturo zapisano v našem programu. Osvoboditi pa se mora tudi Nova Slovenija, krščanski demokrati. Vsak njen član. To pomeni, da naše politične odločitve sprejemamo po tehtnem razmisleku, v notranji demokratični razpravi, po krščanski vesti, v ljubezni do sočloveka, posebej do tistih najbolj nebogljenih. Naših odločitev ne smemo nikoli sprejemati s kalkulacijo, kaj bo pa kdo drugi rekel ali zapisal ali morda po nas, oprostite, pljuval. Krščanski demokrati smo bili in bomo vedno preganjani, ker smo mnogim, ki ne delajo za skupno dobro in so oddaljeni od pravičnosti in poštenja, v napoto. Zato bodo odločitve velikokrat težke in sprejete z brutalnimi napadi naših nasprotnikov. Moramo biti trdni kot kamen, neomajni. Moramo držati skupaj, moramo biti samozavestni, kot nam je natančno pred 5 leti v Mariboru naročil dr. Andrej Bajuk, ki je še dodal: v slogi je moč. Še veliko vam imam povedati, imam pa tudi omejen čas. Nova Slovenija, mi smo krščanski demokrati. Smo edini, torej original. Vse drugo so zgolj kopije, sicer dobrodošle v Sloveniji, ki pa so zgolj dokaz,
kako smo prav mi, Nova Slovenija, krščanski demokrati, nepogrešljivi v sedanjosti, da bi izgradili prijazno, pravično in pošteno Slovenijo. Ker mi imamo odgovore za prihodnost Slovenije, ker smo mi priložnost za rast. Veliko dolžnosti je pred nami, med drugim tudi ta, da bo enkrat in za zmeraj slovenska Antigona pokopala svojega brata. Na tem delamo, imamo napisan zakon. Pomagajte nam še vi. Pomagajte nam. Spoštovana predsednica, draga kolegica Ljudmila, nikoli nisem v javnosti pel hvale tebi. Danes, ko na nek način delamo inventuro, odkar se leta 2008, ko nam je bilo najtežje, sprejela dolžnost, da vodiš Novo Slovenijo, si letos vodila Novo Slovenijo in jo popeljala na kar 3 volitve. Smo edina stranka v Sloveniji, ki je zabeležila rast na vseh 3 volitvah. Smo stabilna stranka. Saj veš, včasih pravim, si prva in moraš ostati prva dama Nove Slovenije. Včasih tudi čivknem, ampak na 4 oči ali pa znotraj seje poslanske skupine Nove Slovenije ali pa znotraj seje tvojega kolegija. Tukaj izrekam podporo naši predsednici, gospe Ljudmili Novak. Vsem vam, dragi prijatelji, in vsem nam želim vse dobro na nadaljnji politični poti Nove Slovenije krščanskih demokratov. In Bog vas živi!